Dober večer vsem skupaj. Čeprav moram priznati po pravici, da zame danes ni dober večer, zame je danes bolj žalosten večer. Pa ne zaradi tega, ker gre za predstavitev knjige, katero delam, ne zato, ker je pogovor z Dušanom, v katerem zmer uživam, ampak je tema taka, ki je, vsaj moja bralna izkušnja te knjige je grozljiva. No. Knjigo sem blazno dolgo bral. No. Seveda, ko se pripravljaš na en tak večer, ne bereš samo enkrat, ampak večkrat. In ta zgodba te pacientke mene blazno sesula. No. Pa ne v tem smislu, da se to ne dogaja po svetu, ali pa kaj takega, ampak začneš se spraševati ena temeljna vprašanja, recimo mene, a veste, človek se imenuje homo sapiens, ne? Misleči človek. Ne? Včasih ga imenujemo tudi pokončno bitje ali kakorkoli, pa se ti ob taki izkušnji, pa je to samo branje izkušnja, postavi vse na en drug temelj, kot da se vse sesuva zraven. In ko bereš to izkušnjo in seveda živiš svoje vsakdanje življenje, vidiš ali si pa pozoren, mogoče bolj, ali pa jaz ne vem, na stvari, ki se dogajajo v družbenem in vidiš, kaj ta homo sapiens, tako imenovano misleče bitje dela z drugimi ljudmi, sam sabo. Zato je ta izkušnja zame danes žalostna, težka. Moram priznati, da sem se zbudil sredi noči sanjal vsega Boga. Mene pa res nekakšen branji užitek veliko. Hkrati se pa spominjaš, ko bereš eno tako izkušnjo enih stvari, za katere si mislil, da si kdaj že pozabil ali pa da se jih ne spomniš več. In se spomnim, ko sem to bral, sem šel ene zapiske gledati, ne vem zakaj, in se spomnim, ko sem bral en roman, ki zelo lepo opisuje to, o čemer bo mogoče danes govor, o vsebini te knjige. Avtor je Sebald, en dosti znan nemški pisatelj, ne vem, če ste ga brali, priporočam drugače, ki pravi nekako takole. To izkušnjo bralno sem jaz imel, zato vam bom prebral, ker se mi zdi, da mogoče najbolj izraža to, kar vam hočem povedati, pa mogoče ne znam. Da imam z vsakim korakom, ki ga napravim, vse manj zraka in da lega name vse večja teža. Nihče ne zna natanko pojasniti, kaj se zgodi z nami, ko se odpahnejo vrata, za katerimi se skrivajo strahovi otroštva. Ta izkušnja te knjige, ki je pred nami, je izkušnja grozljivosti, je izkušnja tega, če si sposodim lahko ta izraz, anatomije človeške uničevalnosti. Ta uničevalnost gre tako daleč, da ta punca, ta pacientka je uničeno vse, kar mi mislimo, da je, za kar se je vredno boriti. Pripadnost, ljubezen, dom, toplina, oče, mama. Zato mi mogoče tako težko danes govoriti o tej moji izkušnji kot bralcu. Zato se bom najprej navezal na eno tako čisto vsakdanjo vtis vsakdanjega življenja. Knjiga, ki pred vami, jaz verjamem, da je marsikdo prebral. Če gledate naslovnico, je gor naslov Ne, oči, ne. Seveda je klicaj na koncu, torej gre za krik, gre za nekaj, kar je še predno nastopi miselni proces, ali pa karkoli imenujemo
človeško, emancipatorično, svobodno delovanje. Najprej je krik, afirmacija. In ta krik, kot sem jaz bral, je najprej tih, je otroški krik. Otroški, ki ga noben ne sliši. Nihče ga ne sliši, ne mama, oče itak ne, ne drugi ljudje okoli te punce, ki se je to zgodilo. Hkrati pa ta krik postane glasen, vsaj v smislu afirmativnosti, v tem smislu, ko je zdaj zapisan, ko je pred nami, ko to beremo tudi drugi. In moje prvo, danes bom mogoče, ne se ustrašiti, mogoče taka naivna vprašanja postavljal. Mogoče bom upal na koncu tudi kakšno konceptualno vprašanje postavil, ampak bom videl, če si ga bom sploh upal. V glavnem, jaz vem, Dušan, da imaš ti že več desetletno prakso psihoanalize, da k tebi hodijo pacienti v zadnjem času, ko te tudi poslušamo na filozofskih večerjih, tudi velikrat omenjaš to, te izkušnje pacientov. Mene zanima, kako to, da si se odločil pri tej pacientki, da to napišeš kot knjigo, da to izide kot knjiga, ker verjamem, da izkušenj, ki si jih poslušal kot analitik, ni malo. Veliko je verjetno ravno tako pretresljivih, kot je ta, pa vendar me zanima, zakaj ravno ta. To je bilo moje prvo res naivno vprašanje. Čist kot, bi rekel, bralca, poslušalca, recimo, da te poznam samo iz tega, iz ornega kota. Se pa to tudi navezuje na tvoja prejšnja pisanja. Ta knjiga ne spada, saj po mojem razmišljanju, v tvoj krog prejšnjih pisanj. Mislim, da ni knjige, ki ne bi šla tudi skozi moje bralne roke. Pa je ta nekaj, kar do zdaj še ni bilo sproducirano s tvoje strani. Torej, moje vprašanje je, zakaj ta izkušnja mora biti zapisana. To si dobro rekel, zakaj mora biti. Že samo vprašanje izvira iz razmišljanja o imperativu, o zahtevi. Torej bi bil prvi odgovor na vprašanje že kar ta. Napisana mora biti zato, ker je mogoče še zadnji čas, da jaz sam naredim pri sebi neko zadnjo preobrazbo. Mogoče je bilo potrebno, da sem postal dovolj star, da sem zmožen za neko preobrazbo, ki je morda ultimativna preobrazba človeškega bitja in ni naključje, da je ta preobrazba povezana s trpljenjem drugega človeškega bitja. Povezana je s trpljenjem človeka, ki ni samo
trpljenje te gospe, ampak je trpljenje velikega števila ljudi, velikega števila žensk, na primer, zelo velikega števila otrok, deklic. In morda je trpljenje drugega človeka, ob katerem se človek lahko zave tudi lastnega trpljenja, lastne bolečine, tisto, kar je pomembno tudi na univerzalni ravni človeških eksistenc. Morda se bližamo časom, ko bo trpljenje ogromnega števila ljudi na tem svetu tako veliko, da bo končno o tem treba govoriti ne samo ob redkih priložnostih, ko izide kakšna taka knjiga, ampak dnevno. Torej, trdim, da je trpljenje nekaj, kar tako ali drugače nujno zaznamuje vsako človeško bitje, in ta gospa je dovolj artikulirana, da je po vsem trpljenju, ki ga je doživela, zmožna o tem še govoriti. Zato sem jo prosil, da napiše pisma, ki so tekli. Če sem jaz, moram glih reči pravilno prav, ampak zapiski tega, kar beremo, je več ali manj izpisano v pismih, ki jo ona piše. No, kljub temu, da vemo iz vsebine knjige, da je hodila k tebi kot analitiku tudi v tej klasični metodi analitične prakse. Pa me zanima, zakaj si se, ne nazadnje si ti avtor te knjige, si se odločil za neko formo, skozi katero bi bralec tudi imel vpogled v to trpljenje. Torej, meni se je zdelo, kot da se je tudi analiza dogajala na dveh ravneh. Ne vem, če je to res. Torej, na nek način na kavču in hkrati tudi preko pisem. A je ta analitična praksa nekaj, kar je nekaj normalnega v tej praksi, ali je to tudi zaradi te močne groze bilo nujno, da se tudi na ta način pacient izpoveduje ali pa razmišlja, govori, koleba o tem, kaj sploh povedati, ne, zakaj, a sploh pride, a imaš čas, nimaš čas in tako naprej. Vse te dileme so v teh pismih, ki jih ona piše, zelo prezentne, zelo jo močno zaznamujejo, ne? Se zmeni za analitično seanso, pa ne pride, pa se pol upravičuje. Glavnem, polno te dinamike je, ki jo se mi zdi tudi ti kot analitik si mogel vzeti na nek način v zakup, tudi ta način dialoga, če lahko temu sploh rečem, dialog. Torej, gre na dve ravni. To raven klasične analitične prakse, ki smo jo uvajali recimo 130 let, s katero je Freud začel, v vseh njegovih 5 glavnih analiz, recimo, so nam znani, recimo. So nam dosti domače že ratale, če lahko tako rečem. Ta pa niti knjiga ni tako mišljena, niti tako pisana, niti formulirana ni na ta način, ampak se izrazi njen glas skozi ta pisma. Kakšna je bila njena izkušnja
ker tudi v knjigi izvemo, da je ona vedela, da ti to shranjuješ, potem si jo tudi prosil parkrat, da bi se to lahko objavili in tako naprej. In ona odgovarja v teh pismih na ta svoja razmišljanja, na tvoja vprašanja. Zakaj torej v pismih? Zakaj se nisi odločil recimo za to klasično prakso, ki izhaja od Freuda in od Freudovih dedičev vse do danes? Ta izkušnja je neposredno primerljiva z izkušnjo, s katero se je psihoanaliza sploh rodila. To je izkušnja Ane O, ki ji takrat Breuer ni bil dorasel, Freud se pa itak ni srečal z njo. In nikakor ni naključje, da se psihoanaliza rodi ravno skozi trpljenje ženske in izkušnja, ki jo more imeti tak človek. V primeru rojstva psihoanalize je to Ana O, v tem primeru je Ana. In naključje, da nastopa pod tem imenom. Se tudi Ana O ni pravo ime Berthe Pappenheim. Torej, ne gre za naključje, gre za neko izkušnjo, ki je po mojem mnenju, po mojem trdnem prepričanju, ultimativna izkušnja človeškega bitja. To je temeljna eksistencialna izkušnja, izkušnja, ki je nepresegljiva. Izkušnja, da me drugi človek posluša, da je drugi človek, ne glede na moje trpljenje, ne glede na moje simptome, ne glede na moje kaprice, ne glede na vsa moja prepričanja, moje verjetje, moje fantazme, ne glede na vse, kar jaz sem, pripravljen ustrajati. Izkušnja, ki je v nekem smislu povsem iracionalna. Mi ne živimo v svetu, v katerem bi ljudje vsak dan poslušali drug drugega, se resnično zmenili drug za drugega, si bili resnično naklonjeni, bi resnično skušali skrbeti za blaginjo drugega. Mi ne živimo v takem svetu, mi živimo v nasprotnem svetu. Mi živimo v svetu, v katerem je veliko pogostejša izkušnja preživi ali pa umri. Oziroma, naj vsak poskrbi zase, ali pa pač mu v bitki za življenje ne bo uspelo in tako dalje. Torej, gre za neko izkušnjo, ki je kontrafaktična. In Ana velikokrat reče, kaj z mano narobe? Ona velikokrat reče, da sem jaz čuden človek. Če jo parafraziram, zakaj bi me sploh nekdo poslušal? Zakaj bi me poslušal ure in ure in ure in še ure in desetine ur, vedno znova? Zakaj? Kaj je s tem človekom narobe, da je pripravil vztrajati? In trdim, da je ravno v tem vprašanju, ki je, kot si ti prej rekel, mogoče na nek način, na neki osnovni ravni, na neki osnovni eksistencialni ravni, je naivno in je dobro in je produktivno. Saj res, zakaj? Zakaj bi ljudje poslušali drug drugega? Zakaj ne bi raje pristali na to, da naj se vsak briga zase, naj poskrbi zase? Zakaj bi si vzeli čas? Pa vendar je mogoče zadevo videti tudi ravno iz drugega zornega kota kot radikalno. Kaj pa, če je šele to tisto res najbolj eminentno, kar nas dela ljudi? Kaj pa, če je veliko lažje poskrbeti zase, biti egoist, nosilec nesebičnih genov, skrbeti za svoje dobrobiti, se bolj kot ne, seveda ne meniti za druge ljudi. Kaj pa, če gre za nekaj, kar je šele morda vstop v nek drug svet, ki je v resnici boljši od tega, v katerem živimo. In je v tem drugem svetu mogoče dobiti izkušnjo, kaj vse pomeni za
blaginjo, za blagostanje drugega človeka, mene, tebe, kogarkoli, če je drugi človek res zmožen narediti kaj takega, o čemer zdaj govorim. Če samo pomislimo, kaj to pomeni za možne eksistence, za možne načine življenja ljudi. Če samo damo domišljiji prosto pot, v kakšnih vse svetovih smo zmožni živeti, na kaj vse smo zmožni vplivati, čeprav morda mislimo, da celo nismo, in kaj v resnici v takem svetu pomeni vztrajanje, ki je stožer, vztrajanje, o katerem zdaj govorim, je stožer, okrog katerega se v resnici artikulira cela vrsta tistih besed, za katere bi verjetno vsak človek rekel, da so pomembne, kot je ljubezen, prijateljstvo, naklonjenost do drugega, tudi žrtvovanje, odpovedovanje lastni lenobi, egoizmu, sebičnosti in tako naprej. Kaj, če je šele to izkušnja, v kateri cela vrsta filozofskih razprav, poetičnih razprav, drugih razprav, razmišljanj, umetniških dejanj in tako dalje, pride do polne veljave. Kaj, če je šele to tisti svet, v katerem ljudje zares lahko damo najboljše od sebe? Jaz trdim, da je. In glede na to, da je Ana, imenujemo jo Ana, ker se jo imenujemo ves čas, bila, ne glede na vse upiranje, protestiranje, vse njene vzklike o čudnosti, o neumnosti, o brezveznosti, o nesmiselnosti, o bizarnosti vsega tega početja, je, in tem je lepota celotne zadeve, tudi ona je vztrajala. Tudi ona je vedno znova rekla, nočem se nikoli več z vami slišati, ali pa nočem več se sploh z vami pogovarjati, nikoli več me ne bo, čez 5 minut me je že poklicala, lahko pridem. Pa ta izkušnja nekoga, ki v tem primeru pacienta, človeka, ki pride k tebi in govori, in če vzamemo, da je to vztrajanje v tem, kar si zdaj govoril, ta drug svet, no, kljub temu to govorjenje vpliva prav tako na tvoje lastno življenje. Mislim v tem smislu, da ponavadi si mogoče predstavljamo preveč plastično, ne? A veš, se reče Freudova psihoanaliza, si takoj predstavljaš kavč, Freud je stran obrnen, zapiske dela na svojem stolu, nimaš občutka iz slike te plastičnosti, ki jo vidiš, da govorjenje pacienta vpliva na analitika samega, pa je recimo lepo prikazano v knjigi, to bi zelo rad prebral, kako gre za neke vrste v narekovajih čudno srečanje s pacientom, če lahko tako rečem, gre pa takole. Kar vmes bom začel, ker boste videli v nadaljevanjih, kaj moje vprašanje sloni, stremi. Gre pa takole. Imate danes večer čas? Ana, imam. Ne vem, ali je že pravi trenutek. Upam, da je. LP Ana. Pravi trenutek zakaj? Da pridem do vas na en pogovor. Vem, da sem težka. Nazadnje ste mi napisali, da nimate moči, da me sprejmete. Ana. Takrat je res nisem imel, ker sem bil na robu brezna. A to je sedaj oddaljena zgodovina. Torej imam čas. LPD. Lepo. To pomeni, da lahko pridem. Velja. Torej, govorim, ne, ko bereš, recimo zgodovino psihoanalize, ko razmišljaš na kakšen način
je Freud začel in potem njegovi učenci analitično prakso, seanse, sedenje na kavču in tako naprej, se ponavadi ne vprašaš, ko bereš, ali pacientovo govorjenje vpliva na analitika. Ker tudi analize, ki so bile do zdaj pisane, ki so pač znane in dostopne, so, bi rekel, že analitični diskurs o nekem problemu. Ti prvič tega nimaš, ker so pač pisma, drugič se pa vidi, da te neka izkušnja, neko pacientkino govorjenje postavi nekam, kar ponavadi človeško bitje beži od tam, ne da bi se rad postavil pred brezno ali pa celo padel. Kakšno je, mislim, ne, težko mi je, kako naj to rečem, ko razmišljamo in ko rečeš psihoanaliza, psihoanalitična praksa, Freud in potem njegovi deliči, imaš takoj občutek, tam je okamenel starec, nič ne pokaže na svojem obrazu, ko posluša pacienta, pa imamo pa recimo 130 let po Ani O, recimo primer slovenske Ane in psihoanalitik v nekem trenutku reče, nimam časa, ne morem, vidim brezno. Mogoče bi bilo zelo plastično za začetek omeniti en princip, s katerim se ukvarja glavni junak v filmu, upam, da ste ga gledali, The Butterfly Effect. Učinek Mitulja, iz leta 2004. Tisti, ki je ta film gledal, ve, kakšno agonijo doživlja glavni junak Evan, ker se v njegovem življenju dogaja zelo čudne stvari, najprej se dogaja čudne stvari, potem se začnejo pa dogajati katastrofe in obupano išče pot nazaj v času, da bi vse skupaj popravil. In skozi celotni film pravzaprav nenehno popravlja zadeve za nazaj. Gre nazaj v času, nekaj malega tam popravi, se potem seveda vrne v sedanjost, ampak zadeva je vedno znova bolj katastrofalna, kot je bila prej. Kakorkoli poskuša popravljati zadeve, več katastrof povzroči. To je izjemna paradigma človekovega delovanja. Skušam biti dober, skušam narediti nekaj, da bi bilo drugim ljudem dobro, da bi popravil zlo, ki se je zgodilo, ampak vsakič, ko to poskušam narediti, povzročim novo zlo. Oddaljena usporednica je slavno Leibnizovo razmišljanje, da živimo v najboljšem na vseh možnih svetov. Film se konča tako in vmes se še poskuša pogovarjati s svojim očetom, ki je v norišnici, in mu reče, če se bom vrnil na pravi kraj, bom stvari uredil tako, da bodo v redu. In oče mu reče, ni pravega kraja. In film se konča tako, da se vrne čisto na začetek, dejansko v maternico, torej svoje matere, in se pravzaprav ne rodi. Ta usporednica s tem filmom je dobra, zato ker nam postreže s množico
izkušenj, ki potiskajo človeka na rob brezna. Pravi, rob brezna je seveda soočenje s smrtjo. Tisto, kar je za človeka najtežje, je prav gotovo soočenje z možnostjo lastne smrti. Gotovo sodi sem tudi soočenje s možnostjo smrti drugega. Prav gotovo. Analitično in, na primer, filozofsko, tudi eksistencialno, pa je to nujna izkušnja. Govoril sem čisto na začetku o neki ultimativni preobrazbi. Zame smrt ni nekaj, kar bi hotel odrivati in živeti v iluziji, da ne bom nikoli umrl, ali pa da je smrt še vedno tam nekje zelo daleč. Mislim, da je ultimativna človekova preobrazba tista, znotraj katere ima soočenje s smrtjo, ni nujno to fizično soočenje s smrtjo, ni nujno, da si na smrtni postelji, ni nujno. Izjemen, ampak res izjemen pomen. Če obstaja duhovna preobrazba človeka, ki res naredi najboljše iz posameznika, kar je sploh mogoče, potem sem v ta register gotovo sodi soočenje s smrtjo, soočenje z breznom ali pa soočenje s tem, o čemer je Freud tudi napisal tisti fenomenalni spis z naslovom Das Unheimlich. Za vsakega človeka, ki bi se hotel posvetiti drugemu človeškemu bitju, spustiti resno razmišljanje o življenju, o eksistenci, o tem, kdo smo ljudje, zakaj smo tukaj, o smislu življenja, tako dalje, je trdim, da je taka izkušnja kratko malo nujna. Da je izkušnja nujna zato, ker ob njej, ali pa skozi tako izkušnjo, človek izgubi še zadnje ostanke predsodkov, sebičnosti, egoizma, fantazem in tako naprej. V nekem smislu je to izkušnja, ki človeku pomaga, da se dokončno očisti, da je v nekem smislu gol in neobremenjen s čimerkoli in za analitika je to preprosto, za analitika pa sploh je to nujna izkušnja. Nujna izkušnja, ki je v nekem smislu transcendentalna. Zdaj, to je izkušnja, da me absolutno nič ne obremenjuje, ko sem z drugim človekom. Ni nujno, da je to v analitični izkušnji. Ni nujno, to lahko zdaj ne. Govorimo o izkušnji, ne govorim zdaj o teoretskih konceptih. Izkušnja, da me absolutno nič ne obremenjuje, izkušnja, da mi, torej, na nek način na tem svetu ni nič treba. Pravi, izkušnja onkraj nadjazovskih imperativov, kaj vse mora. Pravi, izkušnja, da mi ni nič treba. Pravi, izkušnja, da karkoli bom naredil zato, ker sem se jaz tako odločil. In v tem smislu sem seveda jaz hvaležen Ani, da mi je to omogočila. Čeprav ni vedela, zakaj gre. Ni vedela, da mi je to omogočila. Ampak v tem je dialektika medsebojnih odnosov. Tukaj se pravzaprav še res začne resnična dialektika medsebojnih odnosov, ki po eni strani pomeni, da velikokrat povzročimo drugim ljudem veliko zla, ne da bi sploh vedeli, ne da bi hoteli, ne da bi imeli najmanjšo idejo, ker smo obremenjeni in tako dalje, in tako dalje. In na drugi strani, ali pa na drugem koncu, da lahko naredimo zares veliko dobrega, naprimer za druge ljudi, šele takrat, ko smo presegli obzorja lastnega egoizma, sebičnosti,
vsakodnevnega drobnega preračunavanja, kaj se nam bolj splača in tako dalje. Se pravi, ko sežemo k tistemu, o čemer piše Kant v kritiki praktičnega uma, ko govori o nepogojeni morali oziroma etiki, zmožnosti človeka za nepogojeno, se pravi za avtonomno delovanje. Kant ne govori o abstraktnih idejah, kje pa, govori o praktičnih izkušnjah, za katere je zmožno vsako človeško bitje. In zopet bi lahko rekli, ne, da se morda samo človeštvo danes bliža nekim ultimativnim izkušnjam, ko bo na kocki samo preživetje človeštva, oziroma ko se bodo pomnožile možnosti, empirične možnosti za uničenje, samo uničenje ali pa celo dokončno uničenje. Ta analitikova ali pa analitična izkušnja je potem posebna na nek način samo v tem, ko si rekel, da ni treba, da je nujno analitična izkušnja tega pogovora z drugim, je potem, če jo imenujemo analitična, res samo v tem, da se dogaja na določenem kraju, kjer je že vnaprej obstaja pravilo, da ne en in ne drugi, ne, kako bi rekel, ne igrata, ja, vse to dobro, vsakdanjih igralskih izkušenj življenja. To je, samo v tem je drugačna, pa navkljub temu more biti, ali pa ravno zaradi tega, nekaj posebnega, ker tja le hodijo ljudje, ki simptomi ne morejo živeti. Ne? Torej, mi imamo ponavadi, ko se pogovarjali, recimo, ko se vidva zdaj pogovarjala, ali pa ko si nekaj druge, pa se s kom pogovarjaš, nisi tam na določenem kraju zato, ker je nekdo prišel, ker ne more več živeti. Ponavadi te izkušnje nimamo. Vsakdanji ljudje pač ne. Analitična pa je taka. Torej, je kljub temu obstaja neka razlika med tem, ko praviš, da je to poslušanje in vztrajanje lahko z vsakim, pa vendar ima pacient malo drugačen status. Ali kako bi jaz to imenoval. Te le poiščejo. Ne? Midva se že lahko zmenila, se slišva, ne, vsi za eno kavico, sem pa o nečem debatirala. Tam pa pride, pa pozvoni na tvoja vrata nekdo, ali pa pokliče, pa reče, ne morem več. Ne? Kdaj? Kako? Ne? Povejte. Je neka, bi rekel, življenjska težnost, ki želi na nek način vsaj v iluziji nekaj razrešiti takoj, ker se mudi, ker je življenje na nitki, sem glih toliko, da ne bom padel v brezno. A je to pomemben del same prakse oziroma tega vstopa v dialog, v srečanje z analitikom, ali je to nekaj, ker pač nekdo lahko z določenimi simptomi živi, drug pa ne, nekdo malo bolj sublimira ali pa kakorkoli zdaj to imenujemo, nekdo pa pač enostavno ne more, pa išče pomoč. Ali je to tudi logika, kot je izpisano v tej knjigi, da je enostavno travma, ki je doživela pacientka, tako grozljiva, da se postavlja vprašanje, ali lahko sploh drugače naredi, kot je.
da išče. Sej ona reče na začetku, pa je imela prijatelje, pa je bila pri psihoterapevtki, pa je imela določene tablete na psihiatriji ali kakorkoli. Torej, iskala je skozi neke pomoči. Ne? Je kljub temu njena izkušnja drugačna kot recimo moja vsakdanja, kot pa njena vsakdanja, s katerim se je borila ne nazadnje za svoje preživetje. Ne? In to preživetje, če sem jaz sploh dobro bral, se mi to zdela, in to je na nek način drugo jedro vprašanja, sem imel občutek, kot da se pri Ani to nadaljuje, to očetovo posiljevanje, da zdaj ni treba, da je tudi telesno. Sej nekje v izpovedi pravi, da kot da bi oče vedel točno, kdaj mora poklicati, ko je ona ravno v tistem debilnem momentu, ko mu reče ja. To je zelo kompleksno razmišljanje, ki si ga zdaj razvil. Bi nam vzeli zelo dosti časa, če bi hotel enako kompleksno razmišljati o tem tvojem razmišljanju. Ampak ena zadeva je pa gotovo pomembna. Če dobro pomislite, natanko zaradi tega psihoanaliza ni psihoterapija. Psihoanaliza ni terapija, ker je veliko več. Psihoanaliza je mnogo bolj radikalna kot psihoterapija. Psihoanaliza je diskurs, v katerem se analitik sreča z pacientom in ta diskurs obema omogoča, mislim, da ni to nobeno pretiravanje, če rečem, neko temeljno eksistencialno izkušnjo. Kaj je temeljna eksistencialna izkušnja ljudi? Kaj je nujna eksistencialna izkušnja? Nujna eksistencialna izkušnja ljudi je tale. In Freud se pravzaprav čisto na začetku že ukvarja s to izkušnjo in kasneje, čez 30-40 let, se k njej vrne, oziroma se vrača. Temeljna izkušnja je natanko tale. Če pomislite, na primer, zanimiva usporednica, ki se nam ponuja pravzaprav vsak dan, samo da jo v glavnem zavračamo, je tale. Ljudje rečejo, živimo v kapitalizmu, kapitalizem je najboljši sistem ever in komunizem, socializem so zgolj propadli projekti in je nesmiselno se ponovno z njimi ukvarjati, ker je pač dokazano, da so bili neuspešni. To je v resnici popolnoma zgrešeno razmišljanje. Vsak človek, in to je temeljna izkušnja, temeljna eksistencialna izkušnja človeka je, vsak človek se v svojem življenju vedno znova obnaša na tale paradoksen način. V resnici gre za paradoks. Paradoks, ki ga sijajno artikulira spet Kant. In to je Platon. To je človek je zmožen za to, kar v filozofiji imenujemo univerzalno. Čeprav v konkretnem življenju vedno znova lahko uresniči samo nekaj partikularnega. V vsakdanjem življenju ne moremo uresničiti ničesar, kar ima status univerzalnega. To je naša temeljna izkušnja. Vemo, da univerzalno ni možno. Da vedno se nekaj sviži, vedno nekaj spodleti. Vsaka konverzacija, vsak dialog, vsak pogovor, vsak medsebojni odnos
pa če imamo 1000 tečajev za sabo, pa če smo ne vem katere veščine razvijali, se bo vedno znova zapletel v nesporazume, konflikte, spore in tako dalje. To je nujno, to je neizogibno. Vedno se sfižijo. Pa če še tako se vračamo na začetek, tako kot v filmu The Butterfly Effect in skušamo, zdaj bomo pa res vse naredili by the book, tako kot je treba, zagotovo bo na prvem koraku že nekaj spodletelo, nekaj bo prišlo vmes, nekaj se bo sfižilo in zadeva bo šla drugam, kot bi radi. Ne zato, ker smo mi nesposobni, ker smo mi, ne vem, zlobni ali preveč egoistični. Ne. Gre za temeljno izkušnjo, eksistencialno izkušnjo, se pravi za razmerje med univerzalnim in partikularnim. Vedno bomo zmožni samo za partikularna dejanja. Ampak ravno v tem je paradoks naših eksistenc, da vedno znova poskušamo. V tem je, rekel, na nek način čudežnost in moč človeške eksistence. Vedno znova mi ne uspe, vedno znova se zapletem v pogovoru, v nesporazume, dnevno se nam dogajajo, ampak vedno znova poskušam. Vem, da univerzalno ni mogoče, ampak vedno znova iščem nove načine, kako bi pa to vendarle mi nekako uspelo. V tem je, to je bistvo. Ne? Vem, da mi ne bo uspelo, pa vendar. Se pravi, človeška eksistenca v osnovi ni depresivna, ni zavezana depresivnosti, ampak neki kontrafaktičnosti, oziroma kontraintuitivni zmožnosti človeškega bitja, da when all is said and done, ko vse seštejemo, ko seštejemo pluse in minuse, ko potegnemo črto, še vedno velja enako. Univerzalno ni možno, vejca pa vendar. In to je tisto, kar nas žene. Tem je smisel življenja, če me kdo vpraša. To je tisto, kar je na nek način pravim kontrafaktično, ne? Ko bi človek vprašal drugega človeka ali pa samega sebe. Ja pa zakaj se trudiš? 1000-krat je bilo že dokazano, ljudje so sebični, ljudje so egoistični, vedno znova se zapletajo v konflikte, vedno znova so vojne, vedno znova golfajo, vedno znova kradajo, vedno znova izkoriščajo še sami sebe in tako dalje, in tako dalje. In človek reče, ja, vem, da je tako, ja, natanko tako je. Oziroma lahko še dodam, še več je tega, mogoče si kaj spregledal, še huje je. Pa vendar. To je tisto, kar mene fascinira. To je zame pravi čudež eksistence. Eksistenca, rekel, smisel človekovega življenja je v osnovi, v temelju, v jedru, kontra vsem racionalnim, znanstvenim, ne vem katerim faktom, dejstvom, raziskavam, dokazom, empiriji. Eksistenca v osnovi nima nobene zveze z empirijo. Ja, vem, da je tako. Pa vendar bom jutri zjutraj spet vstal, pa še enkrat naredil nekaj, karkoli že, še enkrat se pogovoril, še enkrat šel k človeku, še enkrat se obrnil, prijatelj, ki ga že 10 let nisem videl, še enkrat poskusil s svojim otrokom, vzgojne postopke, še enkrat ne vem kaj, še eno knjigo napisati o komunizmu, še eno kolumno napisati in tako dalje. To je pravzaprav edino in to vemo. To vsi vemo, nihče ne more temu ugovarjati. Nihče ne more dokazati, da ni tako. Ne moramo se potruditi, da bi ta način razmišljanja sesuli. V tem je lepota človeške eksistence. In to je tisto, kar Freud označi vse skupaj z enim samim izrazom Thanatos. Ta paradoksni gon smrti, ki je v resnici ravno nasprotno. Thanatos je čista oda življenja, tako je, čista radost pravzaprav. Ko nekaj počnem, pa pravzaprav dejansko nimam argumenta, zakaj bi še enkrat poskusil. Pa kar gre, natanko to, kot pravi recimo tudi Jezus, ko grejo nad Jeruzalem. Ko ga vprašajo, kaj bomo tja prišli, kaj pa ja ne vem, jaz bom usta odprl, Bog bo pa govoril. Ja. Ampak, če dobro pomislite, to je tisto, kar nas dela ljudi. Neko nezlomljivo, neuničljivo
nek gon, kot ga imenuje Freud, neka dejansko empirično neuničljiva sila. Seveda se ljudje v vsakdanjem življenju tudi zlomijo, gotovo, da se postanejo psihotični, depresivni, seveda, jasno, vemo, saj nismo naivni. Je tako, nažalost je tako. Čeprav pravzaprav iz tega, kar sem prej povedal, ni nobene nujnosti, da bi moralo biti tako. V tem je radikalnost, če hočete, ali pa revolucionarnost človekovega, ni nujno, da je tako. Ali kot pravi Alain Badiou v neki knjigi, ko ga sprašujejo v nekem razgovoru o njegovi teoriji subjekta. Nekako, če parafraziram ta intervju, joj, gospod profesor, ampak vaš subjekt je čist nekaj drugega, kot to, kar je vsak dan v življenju ljudje opažajo. Pravi, ja, vem, ja. Ja, ampak, a ni to malo v nasprotju z empirijo in tako naprej? Seveda, saj v tem je ves štos. Človeške eksistence so v nasprotju z empirijo. Čim rečemo eksistenca, smo na nek način že nad faktično empirijo. Mi pravzaprav kot simbolna bitja v tisti goli, brutalni empiriji sploh živeti ne moremo. Mi smo po naravi, če parafraziram Kanta, transcendentalna bitja. Mi se že rodimo kot transcendentalna bitja. Mi nikoli nismo živeli, mi ne moramo živeti neposredno v empiriji. Mi nobenega neposrednega stika nimamo z empirijo. Donna Haraway bi rekel, da smo zmer kiber. Vedno smo, whether we like it or not. In v tem je moč in radikalnost, recimo, analize kot diskurza. Analitik povabi drugo človeško bitje, dobro, imenujemo ga pacient, ampak pacient je zato, ker trpi. Ok, drugo človeško bitje v neko razmerje, v nek odnos, ki bi, čeprav seveda ne moramo prenesti analitične izkušnje na vse izkušnje v vsakdanjem življenju, se to si tudi ti že rekel, ampak v nekem smislu je natanko ta diskurs v analizi paradigma človeške eksistence. Spravi, če bi bil naiven, ampak se danes smo rekli, da bomo, se tudi rekel, da boš tako razmišljal, jaz ne vidim tem nobenega problema, če bi bili naivni, bi dejansko lahko rekli usporedno s tem, kar pravi Alain Badiou za svoj subjekt. Moj subjekt ni zmožen za zlo. A veste, kako radikalna izjava je to? Subjekt ni zmožen za zlo. V analizi se soočamo natanko s to izkušnjo. V analizi ni zla. Diskurs analize ni zmožen za zlo. Razmislite malo o tem. Analitik ni zmožen za zlo. Pacient v analizi nima najmanjše izkušnje zla, ki jo sicer ima v vsakdanjem življenju v večji, manjši meri in tako naprej, vedno znova, v analizi nikoli. In zato analiza, in Freud tudi uporabi ta izraz, bi bila lahko tudi neskončna, ampak ne v tem smislu, nikoli ne pridemo do konca, vsaj vedno je vsaj, ne, mislim v tem smislu, mislim v tem drugem smislu, v tistem smislu, v katerem si človek, če ničkam razmisli, če si zaželi, če bi samem v sebi prišel na čisto, kakšno eksistenco bi si on želel? Kakšno eksistenco? Mene je groza, naprimer, ko poslušati ljudi, ki pristajajo, nažalost, ker so tako ranjeni, ker so tako prizadeti, ker so že depresivni, ki so pripravljeni razmišljati na depresiven način, ma ja, sej je v redu, sej to, kar je čist v redu, je čist dober, ma sej lahko potrpim, sej lahko preživim, seveda lahko. Ampak to je bistveno premalo, ljudje smo zmožni za bistveno več. Samo prehitro se temu odpovemo. Jaz se spomnim, da eno izjavo, ki jo je dal, lahko rečem, da je izjava, se je tudi če je napisano, ko jo je dal Jacques Lacan, se mi zdi, da lahko govori o tem, kar si dale govoril, da na kljub temu, da skozi
padamo stopicami, se pobiramo in spet padamo. Je izoblikoval nek koncept, na katerega na nek način je bil ponosen, ker je rekel, a veste, Biblija se začne s črko B. Jaz sem pa naredil koncept črke A. In ta črka A je pri njemu, če sem lahko malo prehiter, zelo kompleksna, ker je velika črka A, ki pomeni drugega, potem je zaprečeni drugi, torej prečrtana črka A in hkrati mali A. In če sem malo zloben do samega sebe, recimo kot knjižničar, ki pač mora poznati abecedo, da so knjige pospravljene tako, kot je potrebno, bi lahko rekel, da naša človeška eksistenca se giba samo v prvi črki, do druge sploh pridemo. Kljub temu, da recimo bi lahko rekel, da je to žalostno, ker pač do druge črke sploh nikoli ne prideš, ti praviš, da je celo to največja potencialna moč človeka. Hočem pokazati neko razliko v tem smislu, da, a veste, abeceda A, B, C, Č, D, ne do Ž. Vsak dan jo uporabljamo, skozi premešavamo te črke, sestavljamo nove besede, besedne zveze, pomene, smisle, vsega Boga. Potem pa pride recimo Jacques Lacan, ki je na nek način parafraziral Freuda, pa reče, da je v bistvu tudi čez črko A ne moč stopiti. Taka dilema nastane, oziroma v pogled v človeško eksistenco, o kateri si ti govoril, ali pa kakor Beckett pravi, si pogrnil, si se zlomil, nič kot da ostane, da se zlom še enkrat. Ali pa da nadaljujem z vprašanjem. Naslov knjige, ki sem ga jaz bral tudi kot krik, je tudi v srednji besedi, ki si jo pa tudi zadnjič na filozofskih omenil, oči, videnje, gledanje, hkrati pa nekdo, ki ti je blizu, ata, ati, oče. Zdaj, lahko bi to pripisali tudi analizantu, da je v neki analizi izrekel te besede, ne oči, ne. Lahko smo pa mogoče bolj zviti in predpostavljam, da si to ti dal naslov in zelo namerno. Kaj si hotel povedati s to razliko med gledanjem oziroma videnjem, pogledom? Ne nazadnje smo civilizacija pogleda, ne kakšnega drugega čuta, po drugi strani pa slovenski jezik omogoča, da so oči tudi oči. Ta naslov ni brez reference na Sofoklejevo trilogijo, oziroma konkretno na to, kar se zgodi na Ojdipu. Ojdip na Kolonu je popolnoma zlomljen človek, ki si iztakne oči, oziroma si jih je že iztaknil, iztakne si oči, da ne bi videle, iztakne si oči v trenutku, ko vidi preveč, oziroma ko ve preveč. Gre za torej neko spet nujnost vsake človeške eksistence, in to je, da prvič nikoli ne more biti, ne more postati zaprta celota, ki bi jo lahko povsem opisali. To je recimo velika fantazma moderne znanosti v 17. stoletju, Descartes, Galileo,
realnost je celota, matematika jo opisuje in prej ali slej bomo pač brez ostanka opisali vso realnost in jo bomo poznali. To je fantazma moderne znanosti, to je fantazma notranje nekontradiktornosti. Ne? Svet je nekontradiktoren, je konsistenten, je tak, da ga lahko končno opišemo z naborom zaradi mene matematičnih algoritmov. Je že kar precej časa minilo, odkar so zlasti matematiki, kot je bil Kurt Gödel, dokazali, da je to fantazma. Svet je kontradiktoren, je notranje protisloven in vsaka realnost je nujno notranje nekonsistentna in je odprta. Pravimo. Ali pa, ko si že omenil Lacana, Lacan bi rekel, da je ne vsa. Torej, to seveda je povezano z mejo. Meja je meja, ki je zavezana v logiki fantazme. Samo v fantazmi, v imaginarnem scenariju je svet lahko nekontradiktorna celota in samo v fantazmi je možno zlo. Zato Alain Badiou govori o rabi sile, on govori o siljenju. Samo v fantazmi gre lahko človek tako daleč, da začne izsiljevati to, v kar verjame, nekontradiktorno realnost. Samo v fantazmi je človek zmožen vztrajati in s tem proizvaja zlo pri, naprimer, nekontradiktornih definicijah. Česarkoli že. Človekove identitete ali pa, to so zelo aktualne teme v tem času, kaj je pravi moški, kaj je prava ženska, kaj je prava družina, kdo so potem geji, lezbike in tako dalje. Ali pa, naprimer, danes je izjemno aktualna tema, kje postaviti meje otrokom. Danes je to izjemno pedagoška tema. Treba meje postavljati in tako dalje. V tem so kali fašizma. Ker je tak način razmišljanja fantazmatski in je zavezan siljenju, se pravi izsiljevanju neprotislovnih, nekontradiktornih definicij realnosti in vsega, kar je pač možno misliti znotraj realnosti. In to generira zlo. Zlo je nujno, ko prestopimo neko mejo. Neko mejo, to se zgodi Ojdipu, je incesta, to se zgodi Ani. Pravi, obstaja meja, ki jo človek nikoli ne bi smel prestopiti. Ta meja, seveda, ni določljiva, ker potem bi šli seveda v prejšnje fantazme, na notranje, nekontradiktorne načine, ali pa tako, da bi se jih recimo otroci naučili v šoli, zapomnili in se jih potem vse življenje držali. Enostavno ne gre. Zopet gre za neke težave, ki nastajajo pri razumevanju razmerij med univerzalnim in partikularnim. Zdaj, vedno znova se človek odloča, ali bo prestopil mejo ali ne. In v današnjem svetu, na žalost, se vse bolj uveljavlja ravno nasprotna paradigma. Paradigma nobene meje ni. Vse je možno, vse se da pokazati, vse se lahko vidi, pornografija je na vsakem koraku, lahko gremo do konca in tako dalje in tako dalje. Pravi, dejansko gre za velike težave pri ustvarjanju sveta, ki bi naj imel notranjo mejo, notranjo blokado. Konstrukcija sveta bi že morala biti taka, da je notranje blokiran, da je ne vsa. Mi danes živimo, in tukaj bi se strinjal s tem, kar je nekoč imenoval Žižek Kuga fantazem. Dejansko živimo v svetu, v katerem se množijo fantazme. Živimo v svetu, ki je
kužen pravzaprav. Ne. Vsi ljudje pravzaprav so okuženi s fantazmami. No. Se favorizira tak način življenja. Vsak ima lahko svojo, vsak ne živi svoje sanje, sanje ne ostanejo samo sanje, realizirate jih, prav pojdite onkraj vsake možne meje. To je za kapitalizem značilno, kot sistem celo. Kapitalizem je edini sistem, ki temelji na, osnovna logika kapitalizma je samo preseganje. Noben drug sistem je temelji na tem. Samo preseganje. Seveda, v takem svetu je človek že strukturno, se pravi, zaradi sistema, dobesedno siljen, da prekorači vse možne meje, oziroma da v njih niti ne razmišlja. Človek je simbolno bitje, ki brez razmišljanja o mejah enostavno ne more nikoli živeti na tak način, da se ne bi znašel v položaju, da jih pristopi. Se pravi, če bi danes kaj morala biti paradigma sodobnega razmišljanja in sploh načina življenja, potem bi morala biti to paradigma, ki na nek način torej omogoča ljudem avtoblokiranje, se pravi, način vedenja, način delovanja, to stran meja, ne pa preseganje meja. In v tem smislu je po mojem danes treba biti konzervativec bolj kot kadarkoli. Konzervativec natanko v tistem smislu, v katerem je konzervativen Immanuel Kant. To je tema, ki je mogoče bolj aktualna celo, ne mogoče, zagotovo je bolj aktualna, kot je bila pred 200 leti, ko je Kant, mačkrat več, ko je Kant živel in pisal svoje tekste. Namreč, navidezno se zdi, da je svoboda v tem, da pač prestopamo meje, da je človek svoboden, da lahko prestopa meje. V resnici pa ravno obratno. Zares svoboden je šele takrat, ko je zmožen narediti nekaj, kar je tako fascinantno v, recimo, Badiouxovem opusu predstavljam, če imamo pred sabo celotni njegov opus, 50 let in več njegovega dela. Kako fascinantno je prikazano, pokazano, dokazano, da človek lahko zaključi neko sekvenco in se odloči za nekaj popolnoma novega. Da šele ob tem, kar Badiouxov dogodek, dobijo svoj avtentični, če lahko tvegam ta izraz, pomen besede, kot so svoboda, zvestoba, resnica, ustrajanje, etika, solidarnost in, če hočete, ne nazadnje, komunizem, ideja komunizma, egalitarnost. Natanko v tem smislu, ki ga ti izrazi, ti koncepti osmišljajo, smo ljudje egalitarna bitja. In ko vstopimo v tako vesolje, trdim z vso svojo izkušenostjo na tem področju, zlo preprosto ni več možno. Zlo ni več možno natanko v tistem smislu, v katerem imamo dovolj zgodovinskih dokazov, so bili in še vedno so in še vedno bodo ljudje pripravljeni ustrajati to stran, kar je spet paradoks, čeprav z vidika občestva prestopajo meje, v resnici so pa to stran, niso pripravljeni zato plačati tudi življenje. Že večkrat sem citiral, recimo, kaj je na sodišču rekel človek, ki so ga imeli za heretika, za izdajalca, za nekoga, ki je odšel predaleč, v resnici pa ravno s svojim zgledom, to je Martin Luther, vsem drugim pokazal, da so oni šli predaleč, ne on. On je iz čiste konzervativnosti, v točno tem pomenu teorije subjekta, ustrajal to stran, ne popustim, ne grem z vami, tako kot ovca, onkraj. Seveda, skozi vaše fantazme je videti ravno obratno, ampak jaz sem tisti, ki je že presegel fantazmo. Zato Martin Luther mora nujno reči to, kar trdi. Ne odpovem se svojemu delu, ne odpovem se svoji drži, tudi če bi se hotel, se ne morem.
To je prava definicija svobode. Svoboden sem, da naredim to, kar je nujno. Tudi če bi hotel z vami sodelovati pri rajanju, ne vem, v vaših fantazmah, prekoračimo vse. Tudi če bi hotel, ne morem. Jaz kot subjekt ne morem. Ne morem narediti ničesar. Se pravi, ko sem svoboden, ne morem narediti ničesar. Sem popolnoma nemočen, da bi še živel to ali ono fantazmo. Kratko malo ne morem, tudi če se moj ego, moja osebnost in tako naprej, bi hotela tega udeležiti. Ne morem, oziroma v tem smislu pride do izraza sama ideja subjekta. Subjekt je že tako očiščen, ker je šel skozi celo serijo transformacij, preobrazb, ne? Se pravi, zavrgel je vse pravzaprav fantazme, ki se jih sicer ego oklepa po svoji definiciji. Ko jih je zavrgel, enostavno ni več z njimi obremenjen, zato niti ni v položaju, da reče, hočem še kakšna fantazma. Zato pravi Martin Luther, tudi če bi hotel, ne morem, ampak tudi če bi se potrudil, ne gre več. Na tem je paradoks svobode, da v nekem smislu je treba iti dovolj daleč, da ugotoviš, da čez neko mejo absolutno nočeš. In ne moreš in ne smeš in nikoli ne boš. Zato ta ne, ta dvojni ne v tem naslovu. Ne. Tukaj je meja. Ne. Absolutno je tukaj meja. Ne. I beg you. Ne. In celo lahko bi razmišljal še naprej, ne? Če je 11-letna deklica v odnosu do očeta, človeško bitje v odnosu do velikega drugega, recimo, da oče zastopa velikega drugega, saj moral bi ga, potem je celo ta možnost, ne, ki jo moramo artikulirati, da navadno človeško bitje v ubogi čaru reče velikemu drugemu ne. To so izjemno zanimive stvari. V vsakdanjem življenju se ljudje spontano sklicujemo ravno na nasprotno idejo. Bog je dovolil, Bog je rekel, jaz že vem, ker sem v odnosu do Boga, teroristi se sklicujejo na to in tako dalje. Ne, to, kar je najbolj radikalno človeško je, da tudi če mi Bog ukaže, naredi to, rečem fuck you. Čisto na konc. Bom pol prepustil besedo tudi vam. Samo eno vprašanje še, tako vsakdanjo knjižničarsko izkušnjo, pa me zanima v bistvu tvoja Dušanova kratek razmislek o tej čudni knjižničarski izkušnji. Kdor pač dela v knjižnici, ve, da obstaja serija knjig, logika naslovov so pa tako živa, zažgana, pohabljena. V glavnem neke resnične izpovedi, predvsem žensk iz Bližnjega vzhoda ali pa iz Afrike, ki so bežale s tem, ko so bile posiljene, pohabljene, predtem, da bojo kamenjene in tako naprej. In to vrstne zgodbe se blazno bere. To so mali hiti, bi lahko rekel, ki trajajo iz leta v leto, se ne konča. In moje vprašanje, v bistvu, ki se nanaša seveda na to knjigo, ki pač pri meni povzročala ne samo različne upore in odpore, ampak izjemno težave pri procesiranju te izkušnje, o kateri ta knjiga govori, sem se zalotil pri nekem vprašanju, ki je takle. Kako to, da te ženske pa hlepijo, ker to je večina žensk, ki to bere, hlepijo po taki vrsti literaturi. Ne sam, da hlepijo, stremijo po vedno več takih zgodbah, ki se dogaja nekje. Več ali manj so to resnične izpovedi žensk, torej ne gre za kakšne izmišljotine.
In, a veš, je ena razlika, recimo, mene, ki sem se prebil čez teh 120 strani, večkrat, ne, pa tiste, ki so debele, nekatere tudi po 250-300 strani. Pa razumem, razumem, obstaja, tako kot si rekel, čas, ko je trpljenje veliko, ko se je treba s tem soočiti, ko je treba to prebrati. Razumem vse to. Ampak v pravici povedan, več kot eno v 10 letih ne morem prebaviti. Ker hkrati popoln miselni napor, ki je potreben za to, da poskušam vsaj kaj razumeti iz tega, enostavno napisan, da se razumemo, zahteva blazno energije, da poskušaš ne samo brati, saj vemo, beremo lahko čisto, ne da bi vedeli, kaj beremo, ti zaposluje misli. Tle imam pa recimo ljudi, ki hodijo v knjižnico in si izposojajo tega, če sem malo zloben, na ton. To je simptom. To je simptom, ki ima tole logiko. Najprej bi se navezal na znamenito razdelitev, ki je naredil en Badiou, ko reče, resnica ni iz reda znanja oziroma vednosti. S kopičenjem znanja, informacij, podatkov, vednosti, raziskav in tako naprej, nikoli ne pridemo do resnice, zato ker je resnica proces. Proces v realnem, ampak to nas zdaj ne bo toliko zanimalo. Zato je znanje, in tle se strinjam z njim, vedno ujeto v ponavljanje. Se pravi, ujeto je v neko prisilo, tako rekoč. Prisilo k ponavljanju. Znanje, ki ga imamo, vedno znova ponavljamo, obnavljamo, dodajamo novo znanje in velja enako. Se pravi, v nekem smislu, se nikamor ne premaknemo. Čeprav se zdi, ker je taka obča fantazma, da živimo v sodobnih družbah znanja, nenehno znanje kopičimo in ga imamo vedno več in smo zaradi tega, ne vem, vedno bolj razsvetljeni. Ne, nismo. Kopičenje znanja, podatkov, informacij in tako naprej ne vodi k spoznavanju, k spoznanju, k razumevanju resnice kot procesa v realnem. Zato je to simptom. Seveda se moramo vprašati, zakaj se neko znanje, določeno znanje, neka vrsta znanja, določeni podatki, določene informacije vedno znova vrtijo, vedno znova se ljudje z njimi ukvarjajo, vedno znova. In enako je s branjem takih knjig. Gre za, spet, določeno prisilo, ki je strukturna, se ni nujno, da se ljudje zavedajo. Prisilo, kot da bi hotel, če bom prebral dovolj knjig o trpljenju drugih in tako dalje, da bom prišel do, neke skrivnosti trpljenja samega ali kaj, do nekega končnega vpogleda ali kaj, ali pa se bom narcistično lahko v svojih očeh dvignil nad te uboge trpeče ljudi in rekel, mater, koliko trpijo, hvala Bogu, jaz pa ne, ali pa se bom potolažil s čim drugim, ali pa gre za kakšne identifikacijske mehanizme. To je seveda zgodba zase, ki bi jo lahko potrdila kakšna dobra empirična raziskava, da bi nekako različni ljudje. Ampak v osnovi trdim, da gre za simptom, simptom pa po definiciji samo kroži. Kroži in od tega kroženja ima lahko človek, tako kot pač rečemo v analizi, psihične koristi. Sekundarne psihične koristi. Človeka simptom nikoli ne potisne k razumevanju samega simptoma. To naredi lahko samo analiza in samo diskurs analize. In zakaj je potem
bi človek lahko seveda nadaljeval tvoje razmišljanje k tej množici knjig, treba da če eno, a ni zdaj ne pljuvaš v vlastno skledo, sem nekaj si rekel, da to nikamor ne vodi. V nekem smislu bi bil tak ugovor celo produktiven, ampak samo v nekem smislu, ker kajti to je analiza, to ni samo opis trpljenja, ker ljudje, ki pišejo knjige, pisateljice, tako naprej, so analitiki. Oni opisujejo trpljenje, prav gotovo, da ga, ne znajo ga pa analizirati. Tole je analiza. In čisto na koncu, ti si pač knjigo prebral, se boš verjetno spomnil, da me v enem trenutku Ana vpraša, kaj je veliki ljubitelj. To je stavek, vprašanje, ki ga v analizi tudi pričakujemo. To je zanesljivo znamenje, da se je pacient že odlepil od lastnega trpljenja. Zapravi, to, kar je na koncu analize, ni zanimanje za še več trpljenja drugih in tako naprej, ampak je ravno obratno, je odmik od trpljenja. Trpljenje je neproduktivno v vsakem smislu. Noben človek ne želi trpeti. Ne more biti v nobenem smislu človeku trpljenje v korist. Ne more biti nekaj, kar je za njega dobro, po definiciji. Zaprav, trpljenja se hočemo samo znebiti. Ampak nikoli brez analize. Če samo beremo nove in nove knjige o trpljenju, ali pa gledamo na televiziji nove in nove posnetke iz Afrike, Bližnjega vzhoda, iz Sirije, zdaj iz Nigerije, o eboli in tako dalje, to nikoli ne privede k ničemur. To pomeni zgolj kopičenje istega in seveda človeka to čez nekaj časa lahko potisne v depresijo, v depresivna stanja. Do trpljenja moramo imeti distanco, ker je neproduktivno. Trpljenje ne služi ničemur. Zato ga je treba se znebiti, zavrniti ga je treba. Ampak pravi, brez analize, se pravi, brez odnosa do velikega drugega, če zdaj parafraziram Ano, nikakor ne. Brez tega smo samo utopljeni v njem, samo tonemo, samo utapljamo se in si pomagamo potem s kakšnimi drobnimi vsakdanjimi triki, bodi si da skupaj z drugimi, ki ravno tako trpijo, zganjamo svetobolje, se pritožujemo drug drugemu, ampak to je neproduktivno, to nikamor ne pelje. Zato je ta simptom pravzaprav problematičen, je nevaren, ker nam pove, da ljudje sicer kažejo interes za trpljenje drugih, ne pa za analizo trpljenja drugih, kar je pa čisto nekaj drugega. Hvala lepa. Prosim. Zdaj pa vi, kaj postavite? Če imate še kakšno vprašanje, Dušan je tle. Vse jaz imam še fajn, veliko vprašanj, ampak prosim. V tistem videu na YouTube, ki ste v Izoli imeli predavanje, ste omenili, da bo nadaljevanje. A je to še vedno v nastajanju? Je. Čeprav je zadnjič Ana rekla, da ta knjiga ne bo nikoli šla, ampak ji ne verjamem. Vse sem ji že tudi odgovoril, da ne verjamem, zato ker je obljubila, da bo. In ne more zdaj kar reči, zdaj pa ne bo. Ne gre tako preprosto, vsaj v analizi ne. Bo, ja. Zdaj pa? Jaz sem zdaj rekel, da bi se po novem letu začela z njo ukvarjati, ker je že precej obsežna. Je precej obsežna in ima nek rep pa glavo, se pravi, lahko bi jo že zaključili, ampak seveda v celoti je to odvisno od nje. Zdaj, jaz bom zdaj rokopis dal njej, ona ima pravico, da vse ven vrže, cenzurira, tako kot se njej zdi fajn. Mislim, čisto vse tudi ne more, ker pol ne more iziti knjiga. Glede to, da je obljubila. Skratka, boja, torej po novem letu enkrat pomladi, recimo, ko bojo spet zeleni travniki in rožice. Je pa v tej drugi knjigi v nekem smislu
še več trpljenja kot v tej. Pa tudi tista knjiga ne bo tako zaključena, ker ta se mi zdi, da pač ni njega konca, s to peto krize. Imate prav, to je vse narejeno natanko v smislu Freudovega razlikovanja med končno in neskončno analizo. Analiza se mora končati empirično, ampak transcendentalno pa ne. In zato ni, in to mi pa res vzradostilo, ni naključje, da mi je pred nekaj dnevi napisala v enem pismu, da razmišlja, da bi šla študirati psihologijo. Natanko tako, kot je predvideno. Analitik namreč, oziroma Lacan, bomo rekel Freud, sta že zdavnaj rekla, da pacient napreduje skozi pač diskurs analize k analitiku. Se pravi, pacient je na najboljši poti, da postane analitik. Zato ni naključje, da je rekla, da bo šla študirati psihologijo. Torej, v nekem smislu seveda ne bo konca. Ne? Jaz jo tudi nagovarjam, da bi potem postala torej, znana, ne? Da ne bo samo pač neka Ana, ki jo noben ne pozna. Kajti na tem svetu je ogromno trpečih otrok, žrtev posilstva in žensk, ki jo potrebujejo. Preprosto jo potrebujejo. In upam, da bo to sprejela. Tukaj Franka, ki je napisal tisto knjigo, da se je izpostavil zatrpljenje. Ja. Ker je razmišljal, da se ne bi pa rekel, da bo pogovoril. Ja, ker je v tem treba prepoznati natanko etično dolžnost človeka. Ne smeš biti sebičen in ne smeš misliti samo na lastno trpljenje. Tvoja etična dolžnost je, da misliš tudi na trpljenje drugih. In to je tvoja dolžnost. In tle ni svobode. Oziroma, ravno je svoboda, da to sprejmeš. Sem še eno vprašanje, ko si razmišljal o tej analitični izkušnji, si parkrat uporabil tudi in razmišljal sporedno o neki drugačni družbi, drugačnem svetu, uporabil si tudi izraz komunizem. Spomnil sem se zdaj čist na koncu, ko si govoril in navezal v bistvu na to razliko med končno in neskončno analizo, ene Freudove pripombe, ko pravi, da se analiza konča takrat, ko pacient je sposoben prepoznati svoje trpljenje kot obče in ga tudi artikulirati na ta način. Se pravi, to ni več zgolj moj problem, ampak je problem, če bi lahko tako rekel, samega sveta. Tako da sem zaznal pri tem pisanju, ne, in tudi Lukovo vprašanje je bilo postavljeno v tvojo knjigo v nek kontekst, recimo sveta, v katerem živimo, in bi lahko to razliko med to vrstno literaturo, ki se grmadi in kopiči in ki opisuje trpljenje in knjigo, ki jo imamo pred sabo, videli tudi o tem, da ta knjiga v bistvu, poleg tega, da govori o analitični izkušnji, je tudi svojevrsten politični projekt, če lahko temu rečemo. Se pravi, poskuša nagovarjati nas ne zgolj kot posameznike, zasebnike, ampak bitja, ki živimo v občestvu in nas na nek način poskuša angažirati v tem najbolj pristnem pomenu besede, ko govorimo o politiki kot recimo skrbi za neko obče dobro. Popolnoma se strinjam s tabo in fajn je, da si to izpostavil. Nadaljevanje, logično nadaljevanje analize je politično nadaljevanje in v tem smislu, če ste že gledali ali pa če še niste, no, vam zelo priporočam film Dawn of the Planet of the Apes. Film, v katerem je na izjemno pronicljiv način izpostavljeno natanko to. Ne vem, če ga je že kdo gledal. Potem bi samo upozoril na en kader, precej, no, ne, čist na začetku, film je zelo dolg, več kot 2 uri.
v prvi tretjini, ko se že vidi, da ne gre samo za nasprotje med ljudmi in opicami, ampak da so tudi opice torej zle in dobre, če lahko rečemo, good guys and bad guys. In tam v enem trenutku se vodja tropa spusti v pretep z tistim, za katerega se bo kasneje izkazalo, da je vodja onih, ki so bad guys. Stepata se in vodja, ta glavni in močnejši, ga zbije po tleh, si ga podredi in lahko bi ga ubil. Ampak v tistem trenutku, tako, kot da bi samemu sebi rekel, in to mi je všeč, kot da bi samemu sebi rekel, reče pa na glas, ne, opica ne ubije druge opice. Za razliko od ljudi, recimo, in tako dalje. Gre za neko avtoblokado, za neko notranjo inhibicijo. In natanko ta inhibicija je po eni strani potrebna, da človeka pripelje do tega, da njegova naloga na tem svetu ni, da ostane sebično bitje, ki skrbi sam zase. Da je njegova naloga onkraj tega. Da je njegova dolžnost, da prepozna naravo trpljenja kot strukturnega, kot nujnega v svetu, v katerem živimo, da prepozna svobodo kot dolžnost, da se etično obnaša in etično se obnaša po definiciji lahko samo do drugih ljudi. Človek se ne more etično do samega sebe obnašati. In da je tukaj, na tej točki, natanko na tej točki, ki je točka inhibicije, to ni točka, osvobodimo se do konca, postanimo, ne vem, dokončna, pristna, avtentična, naravna bitja. Ne! Svoboda se začne z inhibicijo. Ne, z nekim ne, kot bi rekel Nietzsche. In točno na tej točki je človek zmožen prepoznati, da je njegovo delovanje, naprimer moralno delovanje, etično delovanje, svobodno delovanje, egalitarno delovanje, politično po svoji naravi, da je spoznavanje, razumevanje resnice kot procesa v realnem eminentno politično početje, da je vse skozi že politično početje. Da odkrivanje resnice ni odkrivanje, ne vem, odgovora na vprašanje, koliko je 5x5. To nima z resnico nobene zveze. Da je resnica proces, da je resnica sveta, v katerem živimo, ni propozicija, ni stavek, ni izjava, ni formula, ni enačba, ampak je proces v realnem. Se pravi, to pomeni, da jaz kot posameznik, kot bitje, ne vem, ki je krvavo pod kožo in tako dalje, v nekem smislu, torej na tej ravni, na tej transcendentalni ravni, sploh nisem pomemben. Vsakdanja izkušnja človeka na tej točki je, da se je pripravljen nečemu odpovedati. To je ravno nasprotno od kapitalistične logike, ki pa pravi, nakopičite še več. V tem smislu je absurdno govoriti, naprimer, o etiki kapitalizma. To je čisti absurd. Absurdno je govoriti o demokraciji in kapitalizmu. Ker so principi kapitalizma v nasprotju z etiko in ne pomaga sofistika, da zadevo obrnete naokrog. Kapitalizem, in v tem je političnost in revolucionarnost. Proces, ki bi v osnovi bil lahko za koga čist preprost. Ja, jaz sem zgolj znanstvenik, mene zanima resnica, ne vem, na tem in tem področju, jaz to raziskujem, pustite me pri miru, mene politika ne zanima, jaz se v to ne vmešavam in tako naprej. Ta izjava je pravzaprav groteskna in nemoralna. Zato, ker to, političnost, te vse skozi že zanima, samo da ti še ne veš, da te zanima. Ti še ne veš, da bi te moralo zanimati.
politika in ni naključje, da seveda Badiou tudi politikov uvršča v tisto četverico, ne, procedure, politika, politično življenje, politično udejstvovanje, javno udejstvovanje in tako naprej, nikoli ne more biti zgolj moje osebno sebično početje, ne vem, za mojo dušo in tako naprej. Je vselej že početje, ki je v obče dobro ali pa ni. Zato jaz tukaj zdaj na tem stolu ne nastopam kot individuum, kot posameznik Dušan Rutar iz Ljubljane in tako naprej. Ne. Ampak nastopam kot bitje, ki se zaveda tega, o čemer sem zdaj govoril, in se zaveda, da je to početje, ki smo mu priča danes tukaj, čeprav se morda komu to ne zdi, ker ni videti, saj ne iz prve, eminentno politično početje, ki dolgoročno lahko vodi izključno in samo ali torej v komunizem, se pravi v način življenja svobodnih, egalitarnih bitij, ali pa, če bodo seveda kontrarevolucionarne sile dovolj močne, v popolno uničenje. Če bojo premočne, ja, če bojo premočne, smo preprosto izgubljeni. Tretje poti kratko malo ni. In pri tem ni pomembno, človek se ne bi smel, pravi, na tej točki, ki je točka inhibicije, sklicevati na zgodovino in uporabljati, to je sofistika, uporabljati argumentov, češ, ja, ampak do zdaj še nikoli ni to uspelo, vedno je bilo drugače, ne, vedno so bili ljudje med sabo v spori, so se izkoriščali in tako dalje in tako dalje. To ni noben argument. Tudi če je vedno do zdaj bilo, to ni noben argument, sploh pa ni noben dokaz, da že jutri ne more biti popolnoma drugačen. Ker je zmožnost človeškega bitja, da zaključi sekvenco, to je lahko osebna sekvenca ali pa zgodovinska. In se zgodi nekaj popolnoma novega, nekaj nepredvidljivega, nekaj, kar je pravzaprav kontingentno po svoji naravi, nekaj, česar sprva ne moremo niti misliti. V tem smislu je napredovanje v analizi tudi lahko napredovanje k čisto preprosti vsakdanji izkušnji, še vedno smo ljudje iz krvi in mesa, ne, k izkušnji ultimativne tesnobe oziroma strahu, ko se človek znajde pred breznom. Izkušnja človeka pred breznom, ki je v tem smislu, ki sem zdaj govoril, ne brezno smrti, ampak brezno svobode, ne, je tudi strah, tesnoba, anksioznost, takrat človeka zagradi, da bi najraje šel nazaj. Ne. In v tem smislu je močen kontrarevolucionarni mehanizem ta, ki omogoča ljudem, da uživajo svoje trpljenje. Da najdejo to, kar imenuje Lacan jouissance. Užitek tudi v trpljenju. Mene pa zanima, ali je ta človek kdaj razmišljal o trpljenju svoje hčere? Ta človek ni razmišljal o njenem trpljenju, zato ker je prestopil mejo, onkraj katere ne razmišljaš. V strogem pomenu besede. To je dejanje, ki človeku omogoča, da nič več ne razmišlja. Čudno se sliši, ampak v tem kraju tukaj smo že veliko krat govorili o znamenitem problemu, ki ga je artikulirala recimo Hannah Arendt, da smo ljudje zmožni misliti, smo pa zmožni tudi ne misliti. V strogem pomenu, torej to pomeni, da ta človek ni razmišljal, zadeva je v nekem smislu zelo preprosta. Ko prestopite mejo, je fantazma, ker brez tega ne bi mogli prestopiti meje, že tako deformirana, je že tako popačena, da razmišljanje v njej
sploh nima nobene funkcije, se sploh ne pojavi. Ne gre samo za to, da človek ni razmišljal, ampak znotraj te fantazme, ko človek prekorači tako mejo, kot je incest, razmišljanje v strogem pomenu sploh nima več nobene funkcije. To je tisto, kar pravi tudi Himmler. Himmler se navaja ga tudi Hannah Arendt. Himmler zapiše, pravi, ko sem prejel mandat od Hitlerja, ko sem sprejel kot nalogo, kot najvišji državni uslužbenec, ki je bil v vladi, kot minister, ko sem dobil od njega mandat za rešitev judovskega vprašanja, kot sem rekel, ko sem dobil ta mandat, nisem več razmišljal. Jaz sem bil zgolj naprava, stroj, bolj natančno. Jaz sem postal v tistem trenutku, to pomeni prestopiti mejo, jaz sem v tistem trenutku postal delček neke mašine, nacistične mašine, v kateri sploh ni bilo predvideno razmišljanje. Pravi, jaz sem zgolj izvrševal ukaze. Seveda ga to ni moglo rešiti pred na Nürnberškem procesu. Jasno, da ne, to bi bilo bi grozljivo, če bi ga. Ampak kot pojasnilo je pa pravzaprav dobro. Jaz nisem več razmišljal. Ni mi bilo treba, ni bilo predvideno, oziroma če bi bilo to v mojo škodo. Oziroma strogo vzeto, resnično strogo vzeto, tudi čisto psihološko recimo, je veliko vprašanje, če je to sploh še mogoče, ko človek prestopi mejo. Se pravi, če bi zdaj parafraziral Martina Luthera, tudi če bi hotel misliti, nisem več znal. Tudi celotna duševnost postane tako deformirana, percepcija postane popačena, zaznavanje sveta postane tako popačeno v tej fantazmi, da torej, morda še človek lahko užije kakšen čist telesen, kakšno naslado, recimo, kakšen občutek zadovoljstva, okay, to še lahko, ampak njegova duša je že tako razsuta, tako uničena, tako deformirana, da ni možno. Razmišljanje ni več možno. Onkraj te meje ni več razmišljanje. Tudi kasneje se mi nikoli zgodil še tak premik. Pa tudi, če bi dolgo to knjigo pa bi jo prebral, bi se bil sposobno prepoznati? To bi bil zanimiv eksperiment. Moja hipoteza je, da ne. Tudi, če bi zdaj bil recimo tukaj, ali pa ne vem kje, pa bi me dal v roke in rekel, gospod, a lahko tole preberete. Jaz mislim, da bi, ne vem, po 2 stavki, da ne bi. To bi bilo za njega tako travmatično, to je tako... Kaj je običajna reakcija človeka na... Kaj je travma? Travma je nekaj, česar ne morem inkorporirati v svoje fantazme. Ne gre, enostavno ne gre. In odvrgel bi jo. Tu slučajno ne bi prišel do strani 131, ne bi prišel. Odvrgel bi jo. Se sploh ne najde junak, kot je ta oče, ki bi potrkal na vaša vrata, pa rekel, ne moram več. Ne, ko si onkraj te meje, ne, morda bi se še to dalo zgoditi, ne vem, morda po tistem prvem dejanju, po tistem prvi večer, recimo, da potem zaspi, ima moraste sanje, grozno, zjutraj se še en delček, zavesti še oglasi, morda, tisto jutro še morda. Čeprav bi bil spontani odziv, ne, se pravi, človek bi samega sebe hitro utišal, je že tako v redu, je že v redu. Potem pa, ko se je čas odmikal, ni možnosti. Ni možnosti, ker če razumete naravo fantazme, fantazma nam strukturira svet. Fantazma ni fantazija, ni bolna domišljija, fantazma je scenarij. In v scenarij verjamemo, po definiciji v scenarij verjamemo, ga imamo za svojega. Scenariji so del naše identitete,
To ni nekaj, kar je odtujeno od nas. To je tako del, to je organski del naše identitete. Zato ljudje sicer, če ne prestopimo kakšnih meja, mi se predstavljajte si, vi ne morete kar danes zvečer postavljati lastnih scenarijev pod vprašaj. Prvič se jih sploh ne zavedate, ker so nezavedni. To je ena zadeva. Druga, tudi če se recimo, po naključju, če se znajdete v položaju, da začnete sami sebe spraševati, tole sem poslušala, tole sem prebrala, kaj že takrat nekaj govori o dvomu, kaj če bi se jaz... Strukturno ne morete, to je ravno tako, veste, kot da bi človek hotel, ne vem, samemu sebi za hrbet pogledati. Tudi če hočete, se bo hrbet vedno obrnil, ne morete. Potreben je ekstremen mentalni napor, da postavite pod vprašaj lastno fantazmo, s katero živite 15, 20, 25, 30 ali pa 80 let. Ker organski del, to ni ločeno od vas, ne od vaše identitete, ni ločeno od vaših emocij, to vam strukturira zaznavanje. Vi zaznavate svet in ne morete reči, joj, a jaz zaznavam svet na pravilen način ali ne. To je tako, že v osnovi scholastično vprašanje, kaj se pa zdaj grem, kako, seveda je. To je tako organsko, samo v odnosu do drugega, samo če nas nekaj potisne ven, se pravi, kakšni simptomi, dovolj trpljenja, nas pravzaprav potiskajo ven, ampak ne znamo ven priti, se pravi, do spraševanja o lastnih fantazmah ne pride dolgo časa niti v analizi, kamor si prišel, ker si se odločil, ker si spoznal, da tako več ne gre, ker je trpljenja zares veliko in te moti pri vsakdanjem življenju. Še takrat je potreben velik mentalni napor ob drugem človeku, ki ima vlogo analitike. Da bi pa to človek naredil sam od sebe, sam sebi, zelo malo možnosti je. Tak človek, ki pa prestopi mejo s tako fantazmo, pa absolutno ne. Zdaj, eni gledajo na uro, kar pomeni, da moramo jeti. Koliko je pa ura? Koliko? 10:09. Ja, saj jaz moram Ja, tudi vsi moramo iti. Ja, vsi moramo iti. Hvala lepa. Če imate kapitalizma, knjige so zato, da se jih prodaja. Se pravi, vi ste zato tukaj, da jih kupite, med drugim tudi.